V šolske klopi krške osnovne šole so se vrnili učenci 1., 2. in 3. razreda. Na šoli so sicer morali zadostiti številnim pogojem. Na prvem mestu je tisto, da bomo zadostili vsem higienskim in pa varnostnim ukrepom, ki nam jih nalaga Nacionalni inštitut za javno zdravje, kar pomeni, da smo morali skupine oziroma oddelke razdeliti v manjše skupine. Pri nas so to skupine zdaj po 15 učencev, torej 22 skupin imamo zdaj, od prej, ko smo imeli 11 oddelkov od 1. do 3. razreda. Kar pomeni zajeten zalogaj tudi za učitelje, ki so zdaj dodatno obremenjeni. Na šoli imamo hkrati še vedno organizirano jutranje varstvo za tiste starše in otroke, ki drugače prihajajo predčasno v šolo, in pa tudi podaljšano bivanje, zagotovljeno imamo tudi vso prehrano. Tako da je včeraj vstopilo v šolo približno 270 otrok. Naredili smo različne varnostne ukrepe. Pomeni, da smo v zunanjosti šole naredili varnostne razdalje, kot talne označbe, da se otroci gibajo v neki določeni varnostni medosebni razdalji. Enako smo to naredili v določenih prostorih v šoli. Po šoli smo izobesili zopet vse letake v smislu higiene. Z učenci smo včeraj še enkrat obnovili, kako se pravilno umivajo roke, kako skrbimo za higieno kašlja, kako skrbimo za druge stvari. Ves čas gledamo na to, da so prezračene učilnice. Posebno skrb namenjajo tudi delitvi malic. Torej zopet pred malico očistiti vse površine mizic, razkužiti roke, ravno tako ob vstopu v šolo razkužiti roke. Potem učitelji kot odrasle osebe delijo malico. Učitelji in vsi tisti, ki smo stari nad 12 let, moramo v šoli nositi maske, in ko pridajo devetošolci naslednji teden, ravno tako bojo za njih so priporočljive maske, vendar samo na hodniku, v sami učilnici pa mask ne bodo potrebovali. Učenci so se sicer razveselili pouka v šoli, prav tako srečanja s sošolci. Ful dobro, zabavam se in rada se učim. Moramo upoštevati pravila in moramo se držati in stran moramo biti. Ne smemo biti čisto skupaj, ker se lahko okužimo. Pa tisti, ki so okuženi, morajo biti doma. Raje se učimo v šoli kot pa doma. Doma je bilo pa tudi lepo, kar. Doma sem delal za šolo, sem vse naredil, pa veliko sem bil zunaj. Organizacija pouka je zelo zahtevna in velik izziv, poudarja Gerjevičeva. Ko se pripravljamo na novo šolsko leto, ponavadi trajajo priprave 3 tedne, 1 mesec. Tole smo pa morali narediti v nekaj dneh. Kar velik zalogaj za šolo, ki je velika. Verjamem pa, da tudi tiste šole, ki imajo manj učencev, so imele tukaj težave, in prostorske in kadrovske. Na osnovni šoli Jurija Dalmatina imajo sicer prostora dovolj, a ko se z naslednjim tednom vrnejo še devetošolci in učenci z učnimi težavami, bodo, kot pravi ravnateljica, s tem tudi vse učilnice povsem zapolnjene.